Lepo pozdravljeni na današnji spletni delavnici v knjižnico kar prek aplikacije. Z vami bova danes Boštjan Batič in pa Marko Kralj, ki bo spremljal to predavanje z vprašanji. To pomeni, da današnja delavnica bo potekala takole, da vam bom na konkretnih primerih predstavil uporabo novega vmesnika Cobiss Plus. Vi boste pa lahko preko vprašanj postavljali preko Q&A, tukaj v Zoomu postavljali vaše vprašanja, na katera vam bo skušal kolega Marko odgovoriti med samim predavanjem, oziroma vam bomo odgovorila na koncu te predstavitve. Namen že naslov pove, da vam želimo danes predstaviti, kaj lahko uporabniki knjižnic, ki so včlanjeni v kakšno knjižnico, počnejo kar od doma, mogoče malo izzivalen naslov, v knjižnico kar prek aplikacije. To pomeni, danes lahko uporabniki izposojajo knjige, ki niso vse v fizični tiskani obliki, tukaj govorimo o e-knjigah, tudi možnost imajo izposojo audio knjig in ostalega elektronskega gradiva. Da bo pa danes predstavitev še malce bolj zanimiva, smo uporabili čisto nov vmesnik, ki je še v beta verziji in ni javno objavljen za splošne uporabnike. Bil je predstavljen knjižničarjem, da so ga lahko že spoznali, da bodo lahko nudili boljšo podporo uporabnikom, ko se bojo oni prvič z njim seznanili, splošni javnosti pa ne. Tako da programska oprema Cobiss Plus v beta verziji še ne vsebuje vseh funkcionalnosti, ki jih bo v končni različici vsebovala. Tako da najboljše, da jaz kar podelim svoj zaslon in vam pokažem, kaj lahko uporabniki počnejo z Cobiss Plus. In tukaj lahko štartamo, ko želimo iskati po Cobissu. Na tej strani v razdelku Bralci danes vam naj povem, da bom se predvsem dotikal uporabnikov, ne toliko knjižničarjev, tako da je predstavitev predvsem namenjena uporabnikom. Seveda so tudi knjižničarji uporabniki knjižničnih storitev in pa storitev, za katere skrbi Izum, pomeni za spletni vmesnik Cobiss Plus, in delali bomo bolj v tej smeri. Tukaj lahko seveda zdaj pridemo do obstoječega iskalnika Cobiss Plus, preko katerega lahko mi iščemo po vseh slovenskih knjižnicah. Ampak, tako kot sem rekel, danes se bomo posvetili novi verziji, ki na tej strani še nikjer ni objavljena. Vam lahko potem v klepetu morda Marko posreduje to povezavo, da boste lahko tudi sami malo poklikali pa sprobali, kolikor je še nimate. Tako, mi se bomo zdaj, ker ta povezava ni nikjer objavljena, prestavljeni na ta zavihek, kjer pa lahko že vidite tale vmesnik, nov Cobiss Plus. Vmesnik je v celoti prenovljen, osvežen. Seveda bo na začetku potrebno nekaj prilagajanja, vsaka sprememba zahteva določeno prilagajanje, morda kakšna stvar ni na tistem mestu, ki bi jo pričakovali, ampak z nekaj kliki, z neko uporabo se potem to hitro lahko potem navadite, kje kaj najdete. Zdaj tukaj še vedno piše beta, tako kot sem povedal, je v beta verziji, v testiranju, in naslednji teden se testira nove dopolnitve, ki bodo potem že na voljo uporabnikom. Kaj je glavna prednost pri razvoju nove verzije Cobiss Plus beta? Zdaj, marsikdo od vas je bil navajen, da ste uporabljali mobilno aplikacijo. Danes seveda te vse storitve težijo k temu, da se uporabljajo vse povsod in kadarkoli. To pomeni, da zadeve morajo zelo dobro delovati na mobilnih napravah. Dolgo let je bil z nami mCobiss, mobilna verzija Cobissa, ki je uporabnikom omogočil, da so si to aplikacijo namestili na mobilne naprave in jo tam vsakodnevno uporabljali. Vendar je mCobiss imel določene
ne bom rekel pomanjkljivosti, ampak manj vsebinskih možnosti, kot jih je imel Cobiss. Zato smo si želeli, da bi te dve aplikaciji, spletno aplikacijo Cobiss Plus in pa Cobiss čim bolje združili. To je zdaj mogoče v tej novi verziji Cobiss Plus, ki bo v celoti podpirala brezhibno delovanje na mobilnih napravah in bo tako tudi prilagojena. Predno morda se prijavim pa predstavim vmesnik, vam bom pokazal to bistveno prednost teh nove tehnologije, tako imenovane Progressive Web Applications, PWA, kjer si lahko aplikacijo, ki jo zaganjamo v spletnem brskalniku, dobesedno namestimo na svoj računalnik. Naj vas ne zmoti, jaz uporabljam macOS, ampak to ravno tako deluje na Windows operacijskem sistemu. To pomeni, če zdaj jaz kliknem tukaj zgoraj, če vidite Open in App, se mi to odpre kot mobilna aplikacija. Zdaj, v mojem primeru moram tukaj spodaj v orodni vrstici si to pripet, da bo vedno aplikacija z mano. In jaz imam aplikacijo, kot da je aplikacija nameščena na samem računalniku. Seveda si lahko to zdaj naredim čez cel zaslon in ko bom prišel naslednjič, lahko grem seveda v spletni brskalnik, lahko pa vedno uporabim ta klik, to aplikacijo in sem noter. Tako kot vedno, veste, da iskanje po Cobissu je seveda anonimno, lahko je brez prijave in lahko poiščemo karkoli želimo iskati v slovenskih knjižnicah in dobimo seveda te iskalne rezultate. Vkolikor želimo narediti kaj več, si knjigo izposoditi, rezervirati, uporabiti naše police, dodati pod priljubljeno, je seveda potrebna prijava. V tem primeru se moramo prijaviti. Zaenkrat trenutno je prijava v ta naš profil možna samo preko podatkov, ki jih dobimo v knjižnici, to pomeni naše opisne številke in gesla, ki si ga nastavimo sami, izbrati moramo seveda knjižnico. Jaz sem član Mariborske knjižnice, lahko si pa seveda profil kreiramo z e-naslovom. Ob tej priložnosti vam bi samo to povedal, da, če si kreirate ta profil z e-naslovom in niste včlanjeni v nobeno knjižnico, boste imeli omejene možnosti, ki vam jih ponuja Cobiss. To pomeni, lahko boste iskali gradivo, lahko boste gradivo dodajali na polico, ne bo pa šlo gradiva rezervirati oziroma si izposojati elektronskih knjig. Zato je smiselno, da se prvo naredi, kdo še nima, članstvo v knjižnici. Seveda je dobrodošlo, da imamo teh članstva morda več. Tukaj sploh nagovarjam mlajše šolarje, ki so člani šolskih knjižnic, da si uredijo tudi članstvo v splošni knjižnici, ne samo v šolski, ker dostikrat se zgodi, ko iščemo knjige za domače branje, jih naša šolska knjižnica nima in potem zakaj bi zapravili to priložnost, če pa je morda splošna knjižnica čisto blizu šole oziroma za naslednjim vogalom. In lahko tudi tam poiščemo, če je ta knjiga na voljo. Tako da jaz se bom zdaj prijavil, vkolikor se prijavim z podatki moje knjižnice, dobim že vse knjižnice, ki jih imam seveda na profilu. Če bi imel samo, zdaj, če bi to delal prvič, pa bi se prijavil z podatki Mariborske knjižnice, bi tu videl samo Mariborsko knjižnico in bi si moral univerzitetno knjižnico dodati kot dodaj novo članstvo. Tukaj seveda vnesem še enkrat podatke za novo knjižnico in si lahko nanizam vse knjižnice, ki jih imam že na tem domačem zaslonu. Zdaj, ko sem prijavljen, lahko vidim te podatke o mojem članstvu. Z klikom, brez da bi recimo preverjal v knjižnico, jaz verjamem, da še vedno po statistikah dosti uporabnikov pokliče v knjižnico, vpraša, kaj imajo izposojeno, jih prosi knjižničarje, da jim podaljšajo to gradivo. Meni se zdi to zelo lepa gesta, da knjižničarji pomagajo, verjamem, vedno so pripravljeni pomagati uporabnikom, ampak v nekih postopkih, procesih dela pa lahko določene stvari avtomatiziramo do tega nivoja, da ne rabimo morda poklicati, da lahko naredimo nekaj sami. In zato to nam ravno omogoča programska oprema, da smo samostojni, da lahko tudi izven delovnega časa knjižnice uporabniki sami pogledamo, kaj imamo izposojeno, si
gradivo pripravimo, ga poiščemo in ga v knjižnici tudi vrnemo. Lahko ga seveda tudi podaljšamo, brez da bi klicali v knjižnico, ne. In zdaj, če pogledamo na tem vstopnem domačem zaslonu, imamo te knjižnice, kaj lahko naredimo. Tukaj vas bi prvo opozoril na to virtualno člansko izkaznico. Seveda, potem bomo si to še pogledali na mobilni napravi, ki je veliko bolj primerna, da jo nosite s seboj in potem jo tudi uporabite lahko dejansko kot člansko izkaznico v knjižnici. Ampak tukaj bi samo izpostavil, da članska izkaznica je veljavna, ko jo sprožite, seveda se samo generira takrat, ko ste v aplikacijo vpisani, tako da tega ne gre na nek način ponarejevati, da bi lahko kar poskenirali sliko črtne kode, pa potem uporabili v knjižnici, in se izkazovali za uporabnika, kateri niste. Se vam potem, ko ste vpisani in ko kliknete zahtevo po članski izkaznici, generira ta koda in veljavnost ima 5 minut. Ko kliknemo na naše članstvo, tukaj pridemo do informacij, lahko vidimo, katere elektronske vire imamo izposojene. Tukaj vam že nakazuje Cobiss ELA, ki si jo bomo kasneje pogledali. Gre za platformo, ki je omogočena v splošnih knjižnicah v Sloveniji za izposojo elektronskih knjig. In pa ne pozabiti tudi na možnost izposoje audioknjig preko ponudnika Audibook. Tako da vidite, da recimo tukaj imam izposojene 2 knjigi, ki sta v različnih formatih. In audio in v elektronski obliki kot e-knjiga. Seveda pa obstaja tudi tiskana izdaja te knjige in tudi to si lahko izposodim in berem v tiskani obliki. Tukaj so še ostale stvari, kaj imam fizično, trenutno nimam nič fizično izposojeno, pa imamo rezervacije, rezervirano gradivo in elektronske vire, drugo gradivo in pa ene informacije, kjer lahko vidimo pomembne informacije. To bojo tako imenovani notificationi, ki bodo prihajali v samo aplikacijo in opozarjali takoj uporabnika, da je nekaj pomembnega. Zdaj, v mojem primeru, če pogledamo, lahko vidimo, da bo članstvo kmalu poteklo v moji knjižnici in ga moram urediti. Zdaj v tej verziji, beta verziji, trenutno še nimamo možnost podaljšati članstva tukaj, ampak seveda z novo inštalacijo, z novimi prihajajočimi verzijami bo vedno več teh funkcionalnosti in bomo lahko, tako kot smo bili navajeni v prejšnji verziji Cobiss Plus, tudi to naredili na daljavo. Tako da to je, kar se tiče mojega članstva. Če grem nazaj v Cobiss Plus, imam ravno tako za drugo knjižnico. Jaz lahko direktno iščem tukaj po svoji knjižnici. Zdaj, kaj je razlika, če iščem po svoji knjižnici ali pa če bi iskal tukaj. Jaz mislim, da če iščemo nekaj, kar nas zanima, recimo, če obstaja določena morda diplomska naloga, neko zaključno delo, iščemo seveda po vseh knjižnicah, če ne vemo, kje se to delo recimo nahaja. Vkolikor smo pa član mariborske knjižnice in si leposlovje izposojamo večinoma v tej knjižnici, ker smo tukaj član, pa morda ni smiselno, da iščemo po vseh knjižnicah, ker če bo to gradivo dostopno v Kopru, sicer obstaja medknjižnične izposoje, nam nič kaj dosti ne pomeni. Smiselno pa je, da pogledamo zalogo po mariborski knjižnici, po vseh enotah, ker to pa je dosegljivo, to pa se lahko sprehodimo, pa gremo tja po to knjigo. Zdaj seveda z klikom info o knjižnici dobite še ene kontaktne podatke, spletno stran, naslov in pa telefonsko številko ter mail, da lahko z knjižnico normalno kontaktirate oziroma poslujete. Tako, pa bomo šli pogledat naprej po vmesniku. Tukaj lahko spreminjamo vrstni red, katera je naša bolj primarna knjižnica, če jih imamo več, da imamo vedno na dosegu roke, ker vidite, če jih je več, potem že moramo malce scrollati, se pomikati po našem zaslonu in tudi s tem si lahko to tukaj urejamo. Vedno lahko gremo z gumbkom domov, lahko uporabite tudi to ikono, tudi tukaj pridete domov in se vedno vrnete na
to začetno okno, domač zaslon, kjer dobite te informacije. Zdaj, ko smo prijavljeni, seveda lahko uporabljamo tudi police. Police so se izkazale kot zanimiva storitev za uporabnike, ker je bila ideja, da si uporabniki lahko shranijo gradivo na polico, še preden se odločijo, da bi ga dejansko izposodili, ne. To pomeni, da lahko si poljubno oblikujemo naše police, dodajamo nove, morda po žanrih, po neki tematiki, ki jo raziskujemo, po študijskih virih ali pa naredimo polico za branje v prostem času oziroma recimo za poletno branje. In ker je izposoja omejena, bi bilo nesmiselno si izposoditi zdaj vse te knjige in jih potem podaljševati po pogojih knjižnice, kolikokrat gre, ampak si jih damo na, recimo, tukaj imam romane, si jih damo noter v svojo polico in potem z enim klikom seveda takoj pridemo do, če je ta roman na voljo, in ga potem izposodimo in ga ne rabimo še enkrat iskati. Tako da to nam omogočajo naše police. Zdaj, kaj je še novost v tej verziji, so te uvožene police. To pomeni, mi lahko vedno našo polico, ki jo pripravimo, to recimo bi bilo zanimivo za šolo. Če bi recimo knjižničar ali pa profesorji kreirali polico, recimo po razredih, če bi zdaj bil to 4. razred, in potem bi jaz rekel, deli to polico, in deli povezavo, dobil bi povezavo, ki bi jo posredoval učencem, in tukaj vidim, da je ta polica deljena, in potem oni pa vidijo to kot uvožene police. Jaz imam domače branje 9. razred in če kliknem gor, je polica, ki mi jo nekdo pripravil, in jaz lahko vidim, kaj so moje knjige za domače branje, in jih potem tudi ustrezno rezerviram pa izposodim. Zdaj, ena razlika je, v prejšnji verziji je bila ena splošna polica in police, ki smo si jih ustvarili sami. V tej verziji nimamo te splošne police, imamo samo svoje police, splošna polica pa je šla pod tisto priljubljeno gradivo, ki ga vidimo tukaj pod tem srčkom, in vam bo pokazal, ko iščemo, ko najdemo nek naslov, ga lahko tukaj z srčkom dodamo in se shrani v ta zavihek, naše priljubljeno gradivo. To priljubljeno gradivo lahko potem recimo delimo, povezavo do tega zadetka, lahko jo tukaj kopiramo, pa jo potem prilepimo kamorkoli oziroma citiramo. Citiranje nam pride prav, ko moramo to delo oziroma nek vir navesti v svojem delu, bodisi v diplomski, seminarski ali kakšen drugi pisni izdelek, in tukaj lahko izberemo te standarde in dobimo ta citat, navedbo vira, ki ga lahko kopiramo in potem seveda prilepimo, ker to potrebujemo. Naprej, če pogledamo vmesnik, imamo tukaj ta meni, več, ki nam omogoči, da lahko pogledamo shranjena iskanja, tudi to je v redu, ne. Si predstavljate, da vsak dan, vsak teden iščete najnovejše romane, zakaj bi vsakič znova tvorili iskalno zahtevo, če si lahko vi enostavno naredite eno iskalno zahtevo in jo potem recimo vedno znova prožite. Jaz sploh ne vem, kaj sem tukaj iskal, ampak iskal sem hišo in to je sicer enostavna iskalna zahteva, ampak vedno znova bi jo lahko tukaj poklical, tako kot vsa ostala iskalne zahteve, ki jih imam shranjene. Pride prav, ko iščemo nekaj bolj kompleksnega, recimo po datumu, vsa diplomska dela oziroma članke, ki so zadnji aktualni, in lahko potem v nekih ključnih besedah to shranimo in vedno znova iščemo. V glavnem lahko urejamo profil. V samem profilu vidimo naše ime pa mail, ki je nosilen za ta profil. Mi, ko si bodisi prijavimo z mailom, kreiramo profil, ali prijavimo z podatki iz knjižnice, v katero smo včlanjeni, se tisti mail, ki ga imamo v knjižnici kot kontaktni, potem preko tistega se kreira naš profil in ga vidimo tudi tukaj.
lahko izberemo, katero od teh članstv naših je privzeto članstvo na profilu, ampak vam povem, da večinoma uporabnikov seveda uporablja za prijavo podatke moje knjižnice, članstva, in tudi velika večina jih ima eno članstvo. Tako da teh stvari v bistvu ne potrebujejo, da bi si to razvrščali, ne. Potem se lahko na samem profilu doda drug naslov, ki je nosilen za ta profil, ampak jaz mislim, da to ni potrebno. Še ena pomembna stvar, ko boste začeli uporabljati novo različico Cobiss Plusa, ki je trenutno v beti, ne boste videli svojih polic. Ne bodo se prinesle avtomatsko, zato je treba samo tukaj stisniti uvozi police in se bo te police dodale iz vašega starega profila Cobiss Plus na nov profil, ki ga boste začeli uporabljati. In seveda, če želite, imate možnost pozabe, to pomeni, izbrišete v celoti svoj profil in več tega profila nimate. To ne pomeni, da si zdaj izbrišete članstvo v knjižnici, ampak če ne želite več tega uporabljati, lahko vedno izbrišete ta profil in vaših podatkov ni nikjer več glede profila, lahko si pa vedno kreirate novega. Naslednja stvar je tema. Tukaj si lahko nastavite recimo temno temo, vkolikor komu to barvno bolj odgovarja, lahko gremo nazaj na svetlo temo in pa kaj je možno izbrati jezik, slovenščino oziroma angleški jezik. Zdaj tukaj se skriva en zavihek, ki ga večina uporabnikov ne pozna, ne potrebuje. Zakaj gre? Gre za izbiro baz. Tukaj ne bomo se preveč zadrževali, zato ker gre za ene specialne baze, ki jih morda večina uporabnikov ne potrebuje. Tako da to morda ni toliko zdaj za izpostaviti. Kar bi povedal, kar je v redu, je to, da imate sploh zdaj v tej možnosti, ko imamo beta verzijo, tisti, ki boste malo več testirali, poizkušali, lahko vedno prijavite napako in nam napišete, kje se je zalomilo, kje je prišlo do težave, in na tak način potem lahko mi hitreje odpravimo določene napake. Samo malo, jaz moram zdaj nazaj odpreti aplikacijo. Tako da tu imate pa možnost prijave te napake. In pa seveda odjava, da se odjavite. Sistem vas bo pustil prijavljene, tudi če zdaj jaz naredim, pa zaprem aplikacijo, pa grem še enkrat v to orodno vrstico, še enkrat odprem aplikacijo, sem prijavljen. To pomeni, da ne rabimo se znova prijavljati in lahko kar uporabljamo ta naš vmesnik. Zdaj, tukaj, če nadaljujemo, bomo šli malo na iskanje, kaj lahko iščemo, kako lahko iščemo in kaj lahko potem s tem gradivom počnemo. Privzeto je iskanje po vseh knjižnicah, ne, to pomeni, ideja je, da se išče čim širše. Če bi zdaj omejili vi na vašo knjižnico, samo na tisto, v kateri ste včlanjeni, bi dobili bistveno manj zadetkov in potem bi hitro nekdo mislil, da tega v knjižnicah nimajo. Zato iščemo po vseh knjižnicah. Če pa iščemo gradivo, ki si ga dejansko želimo izposoditi, pa recimo izberemo, če imam privzeto te dve knjižnici na vrhu, katerih član sem. In v mariborski knjižnici lahko poiščemo, jaz sem pripravil en primer, znanost mirnega. Vidite, da imamo že samo zaključevanje, ne, da nam že sistem ponuja, če najde naslov, ki je podoben temu, ki ga pišemo, in če pogledamo znanost mirnega življenja, dobimo te zadetke. Zdaj, to je najbolj enostavno iskanje, kjer mi napišemo lahko ključne besede, avtorja, naslov, in on po indeksu išče vse te znake, besede, ki smo jih opisali. In tu lahko dobimo seveda ogromno zadetkov. Sploh, če iščemo splošni pojem, recimo kot je zdravje, ne, bi dobili, in to lahko takoj ovrednotimo. Če smo iskali preširoko, tukaj desno spodaj vidimo 4 zadetke. Zdaj 4 zadetki, to ni dosti, zato ker lahko vedno poskrolamo in pogledamo, kaj se tukaj nahaja. Če smo začeli iskati tako široko,
pa recimo, kot da bi iskali zdravje, pa dobili toliko rezultatov, ki bi bila številka tu 400, pa imamo možnost tega fasetnega omejevanja. Lahko, če ne poznamo avtorja, si vsaj lahko omejimo, pa rečemo, da bi iskali e-knjige oziroma tiskane knjige in na tak način že omejimo, kar si želimo. Če nam to ni pomembno, lahko vemo, da je recimo gradivo v jeziku, tukaj mi ne ponudi nič druga kot slovenski, ker so vse ti zadetki v slovenskem jeziku, drugače bi pa lahko izbirali jezike. Lahko seveda izberemo leto, če vemo, da želimo nekaj najnovejšega, ki je bilo v zadnjem letu in tako naprej. Tako lahko omejujemo po vseh teh fasetah. In kaj vam želim pokazati, ko mi dobimo te rezultate, zdaj seveda vsi zadetki nimajo tako lepih slik naslovnic, novejše knjige, sploh e-knjige imajo vse, to bomo potem pogledali bolj podrobno. In tukaj se lahko jaz zdaj odločim, kaj bom jaz dejansko si izposodil. Tukaj vidimo, da gre za tiskano knjigo in spodaj pa e-knjigo. Pa bomo najprej izposodili e-knjigo, potem pa še pogledali, kako hitro lahko rezerviram tole tiskano knjigo. Tako da z enim klikom pridem do tega zadetka, tu si lahko seveda preberem več o tej knjigi in pa stisnem izposodi. Ko stisnem izposodi, mi ponudi moje članstvo v moji knjižnici, kjer izberem seveda Mariborsko knjižnico in dobim navodila. Zdaj, tako kot sem že prej omenil, trenutno v Sloveniji je možno izposojati knjige ponudnika preko platforme Cobiss-Ela, ki jo vzdržujemo na Izumu. In tukaj dobite določena navodila, kako lahko to gradivo berete. Zdaj, jaz vam bom pokazal, kako lahko beremo zdaj na računalniku, kasneje pa kako na telefonu. Je pa zdaj pereča tema, tile bralniki, nekaj tudi pač slabe volje, zaradi tega, ker se je zamenjala tehnologija ščitenja teh knjig in določeni stari bralniki tega žal ne podpirajo. Jaz se podrobneje ne bom v to spuščal, zato ker bi lahko temu namenili 2 uri, zakaj določeni delajo, določeni ne. To je čisto v domeni proizvajalcev teh bralnikov, ki so se namensko odločili, da ne bodo določenih sistemov zaščite implementirali v svoje bralnike. Kaj botruje tej odločitvi, vedo oni. Vse, kar lahko povem, je morda najboljše, če imamo bralnik, ki ima v osnovi Android operacijski sistem in lahko nameščamo aplikacije. Tam smo nekako neodvisni od sistemske aplikacije za branje knjig na samem bralniku in si lahko vedno na Google Play Store oziroma Google trgovini namestimo aplikacijo. Zdaj, ko mi naredimo izposojo, moramo to datoteko prenesti, preko katere si potem prenesemo dejansko knjigo. In če jaz rečem prinesi licenčno datoteko, mi tukaj zgoraj vidite, je prinesel licenčno datoteko, ki jo jaz kliknem. In ker imam nameščen Thorium bralnik, ki je en bolj popularnih, morda deluje na vseh platformah, na Windowsih in macOS-u, lahko to knjigo berem. Zdaj, ker sem jaz že knjigo prvič izposodil, ni bilo potrebno pisati gesla za mojo knjižnico. Vkolikor si prvič izposojate elektronsko knjigo, je pa potrebno pisati geslo od vaše knjižnice, od tiste knjižnice, v kateri ste član, preko katere ste si izposodili to knjigo. V mojem primeru je to geslo, ki ga imam, ki dostopam z njim do članstva Mariborske knjižnice. Tako da potem lahko to knjigo pregledujete in če gremo nazaj na polico teh e-knjig, vidite vse knjige, ki jih imam trenutno izposojene. Tako da ni tako zahtevno, kot določeni uporabniki morda včasih mislijo. Res pa je, da je to stvar na koncu navad, ali bomo brali, morda ni najbolj primerno brati na računalniku. Večina rajši posega po namenskih bralnikih, kjer smo seveda malce omejeni zaradi ponudnikov teh bralnikov, na telefonu pa dela tudi brez problema. Če
kdo želi, lahko tam bere nemoteno. Tako da zdaj smo si izposodili to eno knjigo. Vam bom pokazal, kje se nahaja, če gremo še enkrat na domač zaslon in gremo pod moje članstvo. Zdaj vidimo, da pod e-viri imamo to knjigo. In jaz sem dobil te podatke, zdaj ne bom posebej kazal tudi na moj elektronski naslov, na e-mail, in kjerkoli bi zdaj jaz z mojim članstvom dostopal do tega maila, prinesel to datoteko, bi lahko v namenski aplikaciji za branje knjig bral to knjigo. To bomo potem videli, kako bi lahko jaz to knjigo bral zdaj na telefonu, ne da si jo še enkrat izposojam, ampak samo se prijavim v mojo knjižnico in prenesem to datoteko in to odprem na telefonu. Pa gremo nazaj. Tukaj smo iskali znanost mirnega življenja, uspešno smo izposodili e-knjigo, zdaj bi pa jaz vseeno rad to knjigo izposodil v fizični obliki in pogledamo, če obstaja ta knjiga v fizični obliki v Mariborski knjižnici. Vidim, da lahko izberem, da obstaja zaloga in jaz si lahko to knjigo zdaj bodi si rezerviram, lahko jo pa dam tukaj med priljubljene. To pomeni, jaz sem to knjigo našel, vidim, da jo imajo, da ima več oddelkov Mariborske knjižnice to knjigo, v tem trenutku jo ne potrebujem, je ne rabim rezervirati in jo dam pod priljubljene. Lahko pa jo dam tudi na svojo polico, ki sem si jo prej kreiral. Z temi 3 pikicami pa lahko pogledam, kar je bolj seveda zanimivo za knjižničarje, podrobne podatke o tem gradivu, o tem zapisu. To pa recimo končnih uporabnikov toliko ne zanima, morda koga, ki potrebuje kakšne specialne podatke z različnih razlogov, drugače pa ti podatki bibliografski so bolj zanimivi za knjižničarje, zato so tudi, morda boste mislili, kdaj bolj skriti, ker je predvsem narejeno, da je čim lažje z čim manj kliki izposojati, rezervirati gradivo za uporabnike. In sedaj izberem rezerviraj, ker jaz bom vse na to rezerviral, izberem člansko izkaznico, v kateri knjižnici želim, če ne bi bil še prijavljen oziroma bi želel izposoditi v drugi knjižnici, ker imam članstvo, bi lahko tudi na tem mestu dodal članstvo in zaključil postopek. Mi zdaj izberemo člansko izkaznico in ker gre za fizično knjigo, bo treba po knjigo dejansko v knjižnico in tukaj se lahko izberem, katera mi je najbližja in zalogo status gradiva, da je en prosti izvod na voljo. Jaz bom izbral knjižnico Bistrica ob Dravi in kliknu rezerviraj. Zdaj seveda knjižničar bo pripravil to knjigo, večkrat uporabnikom govorim, da naj bodo potrpežljivi, takih zahtev lahko v knjižnico sploh v večje pride ogromno in narediti to pred vrati, pa reči, jaz sem zdaj rezerviral knjigo, to ni čudežni postopek, kjer bi ta knjiga se značila na izposojevalnem pultu z vašim klikom, to gradivo je treba obdelati, knjižničar mora, ko dobi v drugi namenski aplikaciji Cobiss za vodenje te izposoje, pogledati, kdo je naredil rezervacijo in potem iti fizično med police in za nas pripraviti to knjigo, da je mi dejansko ne rabimo iskati. In tu bi rekel, da je to ena super rešitev, da v današnjem času, ko smo toliko obremenjeni, ko imamo toliko drugih stvari, da imamo to možnost, da si lahko knjigo dejansko rezerviramo in nam jo v knjižnici pripravijo in mi jo na poti do doma, ko dobimo recimo elektronsko sporočilo, da je knjiga pripravljena za nas, samo enostavno prevzamemo in vse, kar je samo, da jo preberemo. Tako da jaz zdaj te knjige ne potrebujem, pa vam bom pokazal, da mi jo ne bi recimo zdaj v knjižnici pripravili, da lahko vedno grem, če sem se zmotil in tukaj pod svojimi članskimi podatki, pod rezervirano gradivo, ki smo ga že prej pogledali, to tudi prekličem. Tako da zdaj sem to gradivo preklical in to mi v knjižnici ne bodo zdaj pripravili. Še ena možnost je, zdaj za dotično to knjigo mislim, da ni pri ponudniku Audibook, ampak vedno lahko preko teh ikon v gradivu spremljate, za katero
vrsto gradiva, gre tip, ali je to fizična knjiga, ali je to elektronska knjiga, elektronski vir, ali pa gre za druge vrste besedil, elektronski vir. In zdaj tukaj vidimo slušalke, to pomeni, da gre za audio knjigo, in tukaj hitro vidimo, kateri ponudnik ima to knjigo na voljo, audio, in če gremo tukaj v RTV, vidimo, da ima RTV Slovenija to knjigo kar javno, prosto dostopno, da vidimo. Lahko jo poslušamo po odsekih. Če ne, pa ne. Če dodamo vse, pa ima določeno ceno, tako da ni tako prosto dostopno, ampak večinoma gradiva je, če pogledamo tukaj, nazaj v aplikacijo, na primeru knjige, ki sem jo predhodno izposodil, gre za, mislim, da knjigo Estonija. Vam pokažem, kako potem to izgleda. Zdaj sicer ta je že audio knjiga, ne? Ampak če bi jaz poiskal, kako vam bi najlažje to zdaj pokazal, če bi jaz pogledal tukaj, moram samo pogledati, to je audiobook, pa pogledamo Estonija v obliki e-knjige, ne, tako, tukaj vidimo e-knjigo, in če bi dal zdaj tukaj, ne, da smo mi našli to Estonijo od Demšarja v obliki e-knjige, mi pa želimo drugo obliko knjige, recimo audio knjigo oziroma fizično knjigo, lahko damo tu išči dalje. Išči vse izdaje in prevode. In tukaj lahko vidimo, da ta knjiga obstaja v tiskani obliki, da obstaja v elektronski, kot elektronska knjiga, in da obstaja kot audio knjiga. Tako da ne rabimo ponovno iti tukaj, pa iskati ponovno tega naslova, pa omejevati na vrsto, ne, ali je to vrsta vsebine, ali je audio knjiga, ali je e-knjiga, ali je audio knjiga, ampak nam to lahko že tam pri nadaljevanju poišče sam. Zdaj, dokler smo še tukaj, da ne gremo na samo mobilno aplikacijo, bomo pogledali eno pomembno novost, to pomeni izposojo e-knjig, ampak ne samo izposojo e-knjig, temveč tudi portal, ki je narejen posebej za izposojo e-knjig. Morda bo določeni uporabniki knjižnic izposojali samo e-knjige. To je njihova odločitev, in če jim to ustreza, imajo na voljo, ko se tukaj prijavijo oziroma ko pridejo na ta domač zaslon, na to vstopno stran, da lahko tukaj na tej strani izberejo portal Cobiss.ela. Klikniti treba na to ikono, seveda lahko na to pridemo tudi, če tukaj naredimo omejitev in iščemo. Marsikdo se ne želi omejiti samo na izposojo e-knjig in potem išče splošno, potem kasneje pogleda, na voljo tudi e-knjiga. Za tiste, ki pa bi iskali samo posebej po e-knjigah, pa je na voljo čisto nov portal, imenovan Cobiss.ela, v katerem si lahko uporabniki izposojajo samo, iščejo te e-knjige. In kaj je prednost? Tukaj že malo bolj pregledno, vse te nove knjige so opremljene z naslovnicami, ki nas vizualno morda pritegnejo do posamezne knjige, kar so pa novosti, so tile vrtiljaki. To pomeni, lahko iščemo po najnovejših knjigah, ki so prišle med ponudbo teh e-knjig, lahko pogledamo, katere so bile najbolj brane in se sprehajamo med njimi. Lahko pogledamo, kaj priporočajo knjižnice, lahko pogledamo potem po žanrih, romani, kriminalke, ljubezenske zgodbe in tako naprej. In na tak način potem ko gremo na najnovejše, pa potem spet lahko gremo na klasike, pa humor, in potem pridemo do humor najnovejše, pa humor najbolj brano, in na nek način nam sistem nas vodi, nam ponuja knjige, ki bi bile za nas primerne, ki želimo prebrati, brez da sami z nekim dolgotrajnim postopkom iščemo, pa razmišljamo, kako pa kaj je trenutno aktualno, kaj bi prebrali. Recimo, to je na nek način ne samo iskanje zaloge, ampak tudi neka priporočila, ki se bojo seveda vse bolj razvijala v
to smer, da bo potem morda vedno bolj uporabniku tudi storitev personalizirana, pa mu glede na njegove prihodnje morda izkušnje z branjem priporočala posebej za njega, kaj bi bilo novega in zanimivega. Tako da prej smo že eno knjigo izposodili, se ni problem, bom pogledal, 5 jih lahko imaš in lahko mi tudi tukaj kliknemo na to knjigo in seveda z enim klikom to knjigo tudi izposodimo. Knjižnica je ne ponuja, ampak vidite, da je v tem primeru, tega nisem prej poklikal, tako da ni nastavljen primer, te knjige žal moja knjižnica nima, ampak vseeno je dovoljeno, da v tem primeru jaz pridem do te knjige, lahko kliknem in potem da me recimo obvestijo, ko bo to na voljo. Knjižnica na drugi strani pa dobi informacijo, da je en njen član izkazal željo, da bi recimo izposodil to knjigo, kar pomeni, da če je teh klikov več, se potem tudi knjižnica lahko odloči, da bi to knjigo ponudila uporabniku, da si jo lahko izposodijo. Lahko se pa zgodi, da je tudi število izposoj prekoračeno, zdaj ne vem, če bom dobil kak tak primer, pa potem v takem primeru tudi ne gre izposoditi. Če bi pogledal najbolj brano, ampak mislim, da ni problem, da te knjige se da izposoditi. Še bomo en primer pogledali v Mariborski knjižnici. Ja, izposoja elektronskega, to pomeni, jaz sem si zdaj to spet izposodil in z enim klikom pridem tudi preko portala do te datoteke, ker se mi odpre moj bralnik in ko imam enkrat narejeno te stvari, to vas ne sme biti strah uporabnike, zato ker določene stvari na začetku zahtevajo, seveda nek trud, nek napor, da si te stvari uredimo, potem pa, ko si to uredimo, pa vidite, da je še stvar samo enega klika, da lahko beremo te knjige. Morda res tako, kot sem rekel, ne toliko na računalniku, ampak bomo pogledali zdaj, kako to počnemo na telefonu. Tablico pa vam težko zdaj demonstriram nadaljavo, ampak tudi na tablici se da to brati, na tistih, ki seveda to podpirajo. Tako, zdaj mislim, da smo pregledali vse, kar se tiče Cobiss Plusa, vmesnika iskanj, pa bi se zdaj vseeno preselili na telefon, zaradi tega, ker telefon je ravno tista mobilna naprava, ki je potrebovala to posodobitev, te spremembe, da lahko mi nemoteno delamo na mobilnih napravah, tako da bom zdaj to prekinil in bom potem vam zdaj delil sliko svojega telefona. Če je kakšno vprašanje v Q&A, zdaj vidim, da ni vprašanj, če lahko vedno postavite, vsa vprašanja so dobrodošla. Ja, še enkrat povem, prej sem morda na hitro omenil, na Windows računalnik oziroma ostale operacijske sisteme je potrebno naložiti ta Thorium brskalnik, Thorium se piše, tukaj gor in potem tukaj imate tudi Thorium brskalnik in potem lahko preko njega berete te knjige. Tako, zdaj bomo pa pogledali, samo da jaz delim moj telefon. Ok, zdaj bi se moglo prikazati domač zaslon mojega telefona, pa če se predstavim kar v browser in napišem plus, vidim, da vam je plus beta, cobiss.net, lahko prepišete, lahko pa vidim, da je v klepet že bila deljena povezava, plus beta cobiss.net, zaradi tega, ker je še v beta verziji. Zdaj, ko pridemo na samem telefonu, prvič, ko uporabljamo, vidimo, da nam ponudi Cobiss neke kratice domen, to pomeni za tiste, ki morda ne veste, verjamem, da večina pozna, je Cobiss tudi izven Slovenije in prav tako kot v Sloveniji uporabniki uporabljajo tudi v tujini, v ostalih državah, ki so članice Cobissa, iz družine Cobiss.net.
tako da mi bomo izbrali SI. In zdaj lahko vidite, da je aplikacija povsem prilagojena za mobilno napravo in jaz se bom seveda najprej prijavil. Zdaj tukaj izberem knjižnico. Mariborska knjižnica in tukaj mi ponudi, da lahko jaz uporabim že obstoječo prijavo, ki sem jo vnesel. Te naprave si danes vse to zapomnijo, tako da jaz sem uspešno prijavljen. Zdaj seveda tukaj imam črno temo, pa bom dal svetlo, da bo tako, kot je bilo prej. In gledajte, vse tako, kot je bilo na brskalniku oziroma na namizni aplikaciji. Čakajo me moja članstva, ravno tako imam zgoraj, si jaz naredil samo ta kazalnik, da vam lahko pokažem. Tukaj me čaka tudi ikona za portal Cobiss-Ela. Imam podatke o svojih članstvih, tako kot je bilo, edino meni se je malce spremenil, zaradi tega, ker je prilagojen mobilnim napravam in zdaj imamo, ker imamo spodaj več prostora kot zgoraj tukaj, imamo to ikono domov priljubljeno, moja knjižnica in pa police ter več. In pod več se skriva ravno tako vse, tako kot v te desktop verziji na vašem računalniku. Zdaj bomo pa najprej naredili to, kar je recimo v tej verziji novega Cobiss Plus največja prednost. Tako kot sem že rekel, navajeni ste bili na mobilno aplikacijo, ki ste jo namestili v trgovini, bodisi na App Store za Appleove naprave in pa na Android Marketu za te Android telefone. Tukaj pa imamo zdaj enotno za vse platforme. Te aplikacije ni potrebno posodabljati. To pomeni, mi jo zdaj enkrat namestimo in ko bomo mi naredili popravke, boste vi v vsakem trenutku, ne glede na tip operacijskega sistema, na verzijo operacijskega sistema imeli najnovejšo verzijo. Kako to naredimo? Zdaj jaz vam bom pokazal, kako je na iOS-u. Na Appleovem operacijskem sistemu je pa zelo podobno narediti to tudi na Androidu. Zdaj jaz moram stisniti na to ikonica, ki pomeni Daily. Ko stisnem jaz to Daily, tukaj poskrolam in vidite, da imam eno možnost Add to home screen. Dodaj na domači zaslon. In ko imam to možnost, jaz lahko zdaj kliknem in on mi pokaže, to je povezava do te spletne strani, spletne aplikacije in poimenujejo Cobiss Plus, tako kot je aplikacija ime. Jaz bi lahko zdaj seveda tu napisal beta, da vem, da je še beta različica. Dodaj. In kaj se je zgodilo? Med mojimi priljubljenimi aplikacijami, ki jih imam na svojem telefonu, se je pojavila zdaj ena ikona. Cobiss Plus beta. In če vam bi pokazal, recimo, imam jaz nameščen še mCobiss, vidite, tukaj pa je stara aplikacija mCobiss, ki jo lahko kliknem, ki jo zelo dobro poznate in se ravno tako odpre, kot se nova Cobiss Plus. S tem, da bo za vas lažje, ne bo potrebno nameščati, tudi uporabnikom ne bo treba iskati po marketu in nameščati aplikacije, ampak bojo imeli vedno to aplikacijo možnost prenesti kar iz spletnega brskalnika in vedno bojo imeli najnovejšo verzijo. Zdaj, ko imam jaz to aplikacijo enkrat nameščeno, samo kliknem in aplikacija je tukaj, v njej so vsi podatki moji, ker sem se seveda vpisal in lahko tudi tukaj z klikom na to črtno kodo pridem do svoje izkaznice in to pa je že uporabno v sami knjižnici, kot uporabnik lahko pridem na sposojevalni pult in seveda pokažem to kot svojo člansko izkaznico. Zdaj vse te stvari ne bomo še enkrat kazali, tudi tukaj lahko iščem po vseh knjižnicah, mogoče bomo malo preklikali, da vidite, kako to deluje, da vse deluje zelo pregledno na mobilni napravi in tukaj uporabniška izkušnja ne bo nič prikrajšana, glede na to, da ni to namenska aplikacija razvita za iOS in za Android, ampak da teče v bistvu v spletnem brskalniku in si jo lahko namestimo.
Zdaj, kar bi rad pokazal, tudi tukaj lahko beremo e-knjige, lahko gremo na portal Ela, če kliknemo na to ikono zgoraj, in seveda tudi tukaj delajo ti vrtiljaki, kjer lahko mi z swajpanjem pregledujemo te knjige. Ravno tako kot v samem spletni različici. Če pogledamo mojo knjižnico, vidimo, da so identični podatki, kot smo videli, imam izposojenih 5 knjig, to vidim tukaj. Če pogledam ta klicaj, še vedno bo treba nekaj narediti, članstvo bo poteklo čez en dan, pomembno obvestilo. Več informacij dobim na te 3 pikice, če kliknem tukaj, dobim vse te stvari, lahko tudi nastavljam določene, pogledam dolgove zamudnine, medknjižnično izposojo in pa zgodovino izposoje. Tako da to so te stvari, ampak jaz vam bi zdaj rad pokazal, kako lahko berem to e-knjigo. To pomeni, jaz imam izposojeno 5 vdov, Estonija, to je audioknjiga, audioknjiga ima spet malo drugače postopek, tam je treba namestiti dodatno aplikacijo, tako kot seveda tudi za e-knjige, ampak tam je audiobook aplikacija in potem lahko tam to knjigo direktno dobimo, ni treba prenašati neke datoteke, tukaj pa moramo mi prenesti to datoteko. In mi smo si prej izposodili znanost mirnega življenja in poglejte, jaz sicer aplikacijo imam že nameščeno, gre za Kantuk by Aldiko, dela na Androidu in na iOS-u, zdaj posebej ne bi kazal, kako se namesti, zato ker to je stvar enega klika, da si to aplikacijo prenesemo. V to aplikacijo seveda prvič, kot smo rekli, nesemo to geslo za mojo knjižnico, da se lahko dešifrira ta zaščitna datoteka, da lahko mi potem dejansko knjigo prenesemo, ki je tudi časovno omejena, da je ne moremo imeti trajno, samo za čas izposoje. In kako to izgleda, ko imamo vse to narejeno. Na sami mobilni napravi, ko smo prijavljeni v aplikacijo, kliknemo na to puščico in tukaj vidimo, da zdaj on želi odpreti to datoteko z imenom Kobis Ela in pa določeni podatki so noter, splošno izobraževalna knjižnica SIK.MB, da vidimo, za katero knjižnico gre, in pa mojo člansko izkaznico. In ta datoteka se imenuje LCPL, preko katere bom zdaj jaz, če imam seveda prave podatke, pravo geslo, prišel do dejanske knjige. In ker imam jaz to že nameščeno, ta Kantuk by Aldiko, lahko rečem odpri v Kantuk by Aldiko. In vidimo, da tukaj se že ta knjiga nahaja. Kliknem na knjigo in z enim klikom dejansko jaz to knjigo lahko na telefonu prebiram. Danes ti telefoni so moteči, imajo polno nekih notifikationov, ampak če vam bi pokazal, recimo tudi telefone, če vidite to lunico, lahko naredim na tiho. To pomeni, da v času branja te knjige me ne bo nič motilo. Danes mi ne bo zdaj v tej predstavitvi nič zazvonilo, nič zapiskalo, dobenega obvestila ne bom dobil in na tak način si lahko nastavimo, da lahko v miru beremo te knjige. Tudi če nam ta svetlobna shema, barvna shema ne ustreza, si lahko v določenih sodobnih aplikacijah za branje e-knjig na mobilnih napravah kot s telefoni tudi to v celoti priredimo in nam je potem to malce lažje. Zakaj? Govorimo o napravah, ki jih imamo vsi in jih lahko uporabljamo kadarkoli. Marsikdo si danes žal ne more privoščiti drage namenske bralnika, ki lahko stanejo od 150 do 300 do 500 evrov in tudi morda takrat, ko bi želel brati, imamo tudi priložnostne bralce, ki berejo mogoče, ko čakajo v čakalnici ali kaj podobnega, pa nimajo takrat naprave, lahko še vedno to naredijo na telefonu. Samo da preberem vprašanje, ali lahko knjigo, ki si jo izposodil v knjižnici na telefonu, berem z aplikacijo PocketBook, mogoče mišljeno PocketBook. Zdaj, če PocketBook podpira zaščito ta Ridium 2.5. Potem se to, PocketBook, ja, se mi je zdelo, da je za
tipkano. Če to omogoča, potem seveda, da lahko, ne. Določeni na nekaterih modelih PocketBook bralnikov, kot je PocketBook Era, PocketBook Touch, HD3 in podobni, se lahko, ne, ampak tudi PocketBook niso vsi enaki. PocketBook ima več modelov, zato je treba pogledati. Bo pa, mislim, da zdaj kolega Marko vam napisal bolj podroben odgovor in boste videli, kateri morda, kje vidiš, kakšen je model, morda na škatli, če ste kupili bralnik, pa gor piše, ali pa kje v kakih informacijah na samem bralniku, kateri model je. Zdaj tudi določene stvari je seveda treba posodabljati, ne pomeni, če vam zdaj telefon ne deluje, mislim, na bralniku ne deluje, da vedno ne bo delovalo, zaradi tega, ker določeni proizvajalci naredijo potem posodobitve in to potem tudi omogočijo. Bom pa rekel, da je izredno aplikacijo imate naloženo na telefonu. Ja. Saj aplikacija to ni edina, ne, ta Kantuk Baldiko, mi smo jo testirali, jaz osebno na iOS operacijskem sistemu jo uporabljam, sem zadovoljen, je pa teh aplikacij več. V prihodnje, vam lahko zdaj seveda malo izdam, je ambicija, da razvijemo tudi svoj bralnik, aplikacijo, preko katere boste lahko brali te knjige in ne bo treba iskati teh aplikacij po marketu pa vedno spraševati, mi bomo naredili aplikacijo, ki bo namenska za branje e-knjig in potem se bo vedelo, da v tej aplikaciji to 100% deluje in da lahko nemoteno te knjige berete. Tako da to zdaj, če pogledamo, tudi vse police so tukaj na vaši napravi, tudi prav tako uvožene in vse, ki smo jih naredili sami. Lahko gremo domov, pogledamo priljubljeno gradivo. Čisto vse deluje tako, kot deluje, lahko damo citiranje, izberemo citatne formate in vse deluje tako, kot deluje v spletnem brskalniku na računalniku. To je ta glavna prednost, ki je sedaj v primerjavi z mCobisom, kjer vseh stvari nismo podprli na mobilni aplikaciji in potem je bilo nekaj manj možnosti na mobilni aplikaciji kot na spletni aplikaciji, tukaj pa zdaj teh problemov več ni. Tudi tukaj lahko pogledate nekaj informacij, recimo lahko tudi izbirate te baze, ravno to je bila zadeva, ki na mCobisu do sedaj ni delovala, tukaj bo pa lahko tudi nekdo, ki želi bolj podrobno oziroma poiskati neke informacije o knjižnicah, bo lahko iskal tu po Kolibu podatke o knjižnicah in bo potem po posamezni tipu knjižnice iskal, recimo, če ga zanima šolske knjižnice ali pa specialne knjižnice, bo lahko to knjižnico poiskal in dobil več informacij. Tukaj pa imate nekaj informacij o sami aplikaciji, če greste tukaj pod info o aplikaciji. Tako da mislim, da to je to, kar sem vam želel pokazati. Tudi tukaj, recimo, je zelo, zelo preprosto izposoditi, rezervirati gradivo z enim par kliki in seveda pol, ko imamo izposojenega, jaz žal nimam zdaj nič izposojeno, to bi bilo na tej ikoni, fizično gradivo, ne, bi lahko z enim klikom to gradivo tudi podaljšal, ne. Zakaj bi v današnjem času plačevali zamudnine, dobivali neke zamudnine za plačati, če dobite lahko na mail informacijo, da je treba gradivo vrniti ali pa imate možnost še gradivo podaljšati. Tako da to je, kar se tiče te aplikacije. Zdaj pa seveda mi smo v tej uri prišli skozi to predstavitev, povedali te bistvene stvari, seveda se bo aplikacija še razvijala, dopolnjevala, zdaj je v beta verziji, vse vas vabim, da se nam pridružite, da probate morda vsi, ki ste pač danes bili tukaj, malo to testirati, v klepetu imate povezavo, tako da res še enkrat hvala in se vidimo ob naslednji priložnosti. Lep pozdrav.